Kostanček Zaspanček je meni ljuba, zato ker je nekje dar za moj rojstni dan. In povezava z mojim rojstnim dnem in z naslovom Kostanček Zaspanček je ta, da je Kostanček nastal tam. To je pesem, ki je bila ena od prvih mojih pesmi, ko sem bila še vzgojiteljica v vrtcu in sem kot vzgojiteljica imela za vzgojiteljsko šolo, ki sem jo prej sama tudi končala, ampak v tem času za vzgojiteljsko šolo nastope in je bil tak jesenski nastop za cel razred. In so hoteli eno temo, jesensko temo. No in jesenska tema, to so kostančki. In je takrat nastala ta pesem Kostanček Zaspanček. V knjigi 85 mojih pesmi izbranih, zato ker pač imam tako obletnico in sem dobila to darilo. Darilo meni za 85. obletnico, smem izbrati 85 svojih pesmi, kar je bilo zelo težko, kajti se veste, vse, ki so morali ostati doma, mogoče jokajo. Ja, ker se oni sami zdijo takrat pomembni, ko pojejo. Ja. Oni s tem, ko se smejo v nekaj uživljati, kar je njihovo bistvo, še največ dosežemo, če zmoremo jim omogočiti, da pojejo izmišljarije, da jih takrat ne poklopimo, da se takrat tisto sme rast, tisto v njihovo notranji. Vse to je bil bodoče ustvarjene na katerem koli polju. In če to smejo in če vidijo, kako smo srečni, mislim, da naredimo za glasbeno vzgojo največ. Mislim, da otrok sam ponudi. On najprej sam ponudi to, da si kaj izmišlja. In če smo mi že na tiste njegove izmišljarije, tiste čudne, nerazumljive, ker niti besed ne zna izgovarjati, ampak neko potrebo po enem petju, da bi to nekaj prepeva, to se dogaja. In če smo mi že takrat pozorni na to in da čuti, da nam je to všeč, pa da spodbujamo, mislim, da je to najbolj naravna pot, ki jo dobre mame itak gredo.